Aha. Ni v redu dokument, ki ga mava. Greš res ga zdaj podkupac. In pa je bilo pač kot v filmu. Vidva sva redi, ne? Ali kaj? Kuhaj te bil. Tle mi pa noben nič ne more noter, veš. To so te znameniti bunkerji. Tale albanski diktator jih je v času po drugi svetovni vojni, ki je vladal, jih je dal narediti 750 000. Mislim, da približno 3 ljudje na en bunker pridejo. Približno, no. Vsak Albanc se lahko odkril, če bi bila vojna. On je bil ful tak, se je bal vojne, pa ni maral vere. To je bila prva popolnoma ateistična država na svetu, Albanija, do leta 92. Vse vere so bile prepovedane, veliko džamije, on pokuril cerkev, vse, tako da niso smeli nič verovati v nič. Lahko so se po bunkerju skrivali. Ja, to je bil ta fetiš na te bunkerje. In da sta prišla zdaj iz hribo in kar klele na sred pašnika, 3 bunkerji, malo tako, malo hengajo. Stari, leto v ta malo šalico, to je vse zoc. Ful dobro, ful močno naredijo, pa dajo tudi 1-2 cukra noter po mojem. Pol zoca, pol cukra. Offroad pot sva zaključila, res je bila težja, kot kar tista nekaj dni nazaj v Črni Gori. Veliko več znanja si rabil se izogibati tem kamnom in to in zelo je bilo spolsko, zato ker je dež svoje naredil in blat. In predvsem je bilo pa parkrat tudi kar nevaren, ko imaš klanc, mokre kamne, uvink, na drugi strani pa prepad in se ne upam preveč izzivati. Je pa treba tudi priznati, da je Jeep Wrangler premagoval ovire kot za šalo. Nikjer niso imela sploh težave. Enkrat je malo kopalno, ampak Ti se da trava pa blat. res je žval ta avto. Je pa taka situacija s tem vremenom, da je napoved še 3 dni dež in midva nisva mogla sploh te poti kaj dosti posneti, nažalost, ker čim greš ven si moker. Tako da švigneva zdaj kar proti Makedoniji, če pa tam nič boljš, pa kar direkt do Grčije. Že, a vidiš ta klanček, tlele, to imajo pa samo v Makedoniji. In fora je, da kad ti zapelješ gor in ker je avto na boku, gre not več benzina. Kva? Evo, bom koristil za to. V tem primeru, nažalost, ima najin Jeep preveč dobro vzmetenje in se sama karoserija ni nagnila kaj dosti. Pa vseeno se je poznal za kakšen liter. Zato, ker je v Albaniji bencin oziroma dizel skoraj 1 evro dražji na liter. Tukaj je za dizel cena 1,6, tam je pa 2,4 ali nekaj tazga, ali celo 2,5. In ker ti goriva ne smeš uradno švercati čez mejo, si ga oni natankajo noter in ga pol prodajajo v Albaniji. Dobra fora. Ampak, da je to toliko napredovalo, Makedonci naredijo na bencinskih črpalkah prav klance za Albance. Thank you. Evropa! Ker po trubu bi pa raj ne, no? In Grčija! Prevozila sva grško mejo. Nič tazga, ampak pri meni noter se mi pa zdi, da je nek tak dosežek, ki si vedno šel v Grčijo na morje, pa se ti je zdelo tako na koncu Evrope, pa se pa sam pripelješ z avtom, moram reči, da sem kar ponosen nase.
Kalimera, Evharistopoli. Kar pomeni, da smo spet v Evropski uniji in to se je takoj videli. Po dolgem času so se spet vozila po avtocestah, posod so table, prideš v gostilno, plačaš s kartico, ti dajo račun, kar je bilo v prejšnjih državah nemogoče dobiti račun, pa vedno je bil cash. Ceste so normalne. Drugače pa smo šla v drugo največje grško mesto, Solun. Kakšne probleme smo imela najdati parking hišo zvečer, ker me je strah, ta šotor na strehi je kar nekaj denarja vreden in me je strah ga puščati na ulici v takem mestu, da ga nekdo dol odšraufo. Tako da smo šla včeraj v 3 parkirne hiše, edine, ki so bile odprte in za vse sva bila previsoka za vstop v leto. Ti sploh ne veš, že, ker si tam sladko drmutsko, sem jaz 3krat po noč odprl okno in gledal dol in pred 1 uro je bil šotor še gor. 10 dni sva na poti, imava že kar neki žeht perila za oprat. Praktično vse. Šlo vse, zdaj sem šel na kratke hlače, štumfi so ta zadnji, tako da greva najdete eno pralnico. To je to. Mogo vse štirdati. Ja, malo sem se poigral naprej, pa sem dal sam na zadnje. Pa sem videl, da je kar not začel lest. Pa me je malo déjà vu začel dajati. 3 stopinje 4 skoraj, visi. Na 1 stopinjo so ga še popravila. Veš kaj narediti, naprej zapel, pa na tej strani malo skopu, tam bo šlo malo gor, kle malo dol, pa bo. Ima pa fajn tole lopato, a.k.a. motikca, tako kot švicarski nož, veš, ki ga takole razstaviš. Ja. Tole bo zdaj luštan, da ne bo treba s prsti kopati. Da ne boš imel črno za nohti. Ja, samo zdaj ti, a si že zapelo dol iz kamnov? Ne. Kako gre lepo. To je narejen za to, ne. A veš, se človek te matra, ko sem šel že kar globoko. Da ne bo v kontrasmer se nagnil, veš. Pa predvsem, da bova še kdaj ven prišla iz teh lukenj. Nazaj. Dober, to je to, v redu. A 1 stopinja nama fali. Dobar je, no. V redu. Se ne vam bomo povedala. Prav. Avto je v Wasserwagen, zdaj pa čas, da odpreva, ker vem, da vas ful zanima, kako izgleda tole, ki se odpre, ta šotor. Na Islandiji so že imela podoben koncept šotora, se pravi, gre za overlanding, samo da se je tisto odpiral tako, ta se pa tako, da imaš malo več prostora pri glavi in pa se vprašaš, kje tako zadevo v Sloveniji dobiti. Matsport je eno od teh trgovin, ki se ukvarjajo z overlanding opremo in z ostalimi tuning stvarmi za avte. In od ostale offroad opreme imajo tudi tele sanke, Maxtrax. To je tista zadeva, ki nekje not ostaneš, v kakšni mivki ali pa blatu, jih od spod počprajcaš in avto ven zleze. To bi nama na Islandiji zelo prav pršel. Sam nisva vedela, da to rabiva. Zdaj pa, če se spomniš, si imel ti na Islandiji izziv, da ga postaviš v manj kot minuti. Jaz mislim, da ga tega lahko v pol minute. Saj ni noč, lojtro odpreš, 4 klipsne odpreš, podvigneš in to je to. Malo več kot pol minute, pa zelo manjka minuto. Vidim, da je bilo to hitro, da ima že nove podvige v mislih. Ni idealen prostor za postaviti tole visečo mrežo, samo bom probal nekaj zmutiti, če se oddalj. To, da si ti lahko pojslo postaviš, kjerkoli si, je ogromna prednost. In to pomeni, da imaš najlepši razgled možen, to je pa nekaj, kar denar ne more kupiti. Mislim, lahko, če si to kupiš.
ker ni ga pa čez to, ker zjutraj odpreš fršlus in gledaš morje. Zdaj sem tamle štrik napel, ampak je to ni statičen štrik, ampak je dinamičen ta plezalen, tako da moram zavideti, a ga moram bolj zategniti ali ne. Kam si ga pa zavezal? Za eno korenino tamle gor v grmoje. Super. In se prav umaknem jaz. Aha. Ja, evo, vidim, kaj treba narediti. V drugo bo pa šlo. Čim bližje koreninam pri steblu, takrat tam je najmočnej drevo, se nič ne pogne. Ti tabornik ti, jaz se tega ne bi spomnil. Dobro sem se popraskal. Moj najboljš, če skočiš gor. Ja. Pa jaz to ne morem verjeti. Wow, Dobro, ne? super. A to pomeni, da ti danes vsem spiš? Niso najbolj udobni za spat, moje mnenje tele mreže. Za popoldanski počitek se pa fajn. Ti rekel, dobro jutro, piškotak, ampak itak sva že plavala v morju, ampak sej ni važen. Bolj je pomemben to, da se je zgodil se en kriminal. In sicer, da midva nimava vode, da bi lahko naredila Tatjano. In sva v bistvu primorana zaradi tega posledično zapustiti ta prelep prostor. Res je lepo, ker sva na takem rtu, ki ima v bistvu obalo na vzhod in zahod. Nekaj posebenega. Tako da greva zdaj na eno bencinsko črpalko po vodo. Najbolj, da se zapeljava nekam v naravo, da tam narediva Tatjano. Pa da je bila sta v Grči, pa nisem nobenih oliv prinesla. Niti probala še niso nobenih. Niti probala. Pa niso kao ful dobre te grške olive. Saj se ne je srovih, ne? A ja, ne. Aha, a boš kaj? Dej, malo tam rokavček odpri, pa malo stres. 6 do 8 tednov se namakajo v solnici zato, da zgubijo to grenkobo. Kjurajo se tam noter. Aha. Ja. Tako da v bistvu pol so šele dobre, zdaj iz drevesa se jih nikoli ne je. A nisi tega vedel? Kje se namakajo? V solnici. 14% je na začetku slanost, pa vsak teden dodajajo po 2% slanosti in na koncu pa tam do 24%. Ti si ekspert oliv ali si sam Wikipedijo odprl? Wikipedija. Drugače pa se najbrž veste, da Grčija slovi po najkvalitetnejših olivah in ziher nisi vedel, da in Španija in Italija proizvedeta več oliv kot Grčija, ampak grške olive slovijo kot najboljše in najkvalitetnejše in Grki kot narod pojejo največ olivnega olja. Res? Mislim tako, če bi živel nekaj tisočletij nazaj, bi si rekel, to je pač neužitno, zakaj bi to probali na vsak način narediti užitno. Ampak sem vesel, da so naredili užitno, ker sem velik pristaš olivnega olja. Ja, mal mi je nerodno priznati,
tako sem izdal svojo Tatjano. Ker naj jo je vožnja po terenu tako prevzela, sva čist pozabila na kavo. Kuhatila ta džip, to je pa poladija. V takih okoliščinah bi dostikrat rad pokazal stvari še z druge perspektive, zato ful pomaga dron. Pomaga pa tudi 360 kamerica, ki ti da v bistvu čist drugo perspektivo, ki lahko malo odzumiraš, spremeniš kot pol v postprodukciji. Dojel bom gor na selfie stick, v bistvu ima 280 stopinski kameri in pol to združ sliko v 360. Težko razložiti, lažje videti. 2 merci duct tape okoli, pa ga bova dala ali na uno ali pa na to stran. Takole, a veš, da je čim bolj ven, samo bova mogla paziti, da ne bo ob kaj zadela. A tudi on more odzad bo not. Vse bo noten že. Ne predstavljam si čist dober. Si ne, ne? Ne. Dubil sem me po Big Bangu, glih tako kot dron. Greva. Še malo v levo! Malo nazaj, nazaj! Pogrešal sem tole grško hrano in po mojem, da na celi najni poti najboljša hrana grška solata, tzatziki pa gyros. Gyros je pa tako ken kebab v drugem kruhu s tzatzikijem pa pomfrijem, ker pomfri pa poturijo čist kamor ga lahko, če da ga ni šel v solat. Ej, stresel se jim je pomfri. Pa grški feta ser z grškimi olivami. Wow. To je pa najbolj veličastna meja, na kateri sem bil. Bomo pa prav tako racijo imeli, nam bojo pregledali avto. Tudi, ko smo šli čez most, so najprej grški vojaki, tako nam lepo pozdravili, pol turški, se nama lepo nasmejali. So pa kar v takem vojnem stanju. Zelo so v vojnem stanju, ja, sam čakamo. Neki se ne marajo oni med sabo, veš. Imajo konflikt, ne? Mislim, da sva midva kar neutralna, zato ker že nadaleč zgledava pač popotnika s tem avtom. Tako. Have you got custom day clear? No. Just close, just. Luka Dončić, yes. Hello. Hello. Car documents. Ko mi kar spulo iz roke. Car is yours for company? Car is from the company, yes. Company. Where is the authorization? Yeah, let me see. I have it on the phone.
tole, do zavarovanja, do zavarovanja dodatkov. Left side is parking, okay? Aha. Problem imamo, ampak mejhan. Pozabil sem pri Pleškotu vzeti to pooblastilo, da lahko avto vozim in oni hočejo zdaj ta papir in so naj dali na kraj. Poklical bom Pleškota in rekel, naj mi pošle na e-mail. In... Evo, Pleško mi je poslal najemna pogodba za nadomestno vozilo. Zdaj grem pa to pokazati. Pa je angliško. Ne, ni angliško. To še imel še probleme. Kaj je bilo? Ni v redu. Resno? Ni v redu dokument, ki ga mava. Dobil sem na mail, se pravi, pogodbo o najemu vozila za nadomestno vozilo. In je rekel, da ne, da to ni authorization in da to ni, da rabim government stamp. In pa sem tam kazal in pa je dal drugemu zagledati in to. In pa je bilo pač kot v filmu, tako mu je zašepetal neki na ušes in pa sva šla ven. In pa mi je rekel, da če dam v potni list 100 evrov, da lahko, če ne pa ne. Pa sem rekel, da mi je 100, da nimava 100, da lahko 50, pa je rekel 100 evrov. Kva? Jaz ne moram verjeti, da se to še vedno tako dela. Dopol muti, ne. Pravi, da če lahko račun dobiš za to. Fuck, res. To res ni mal, pismo. Ful je to. Mene zdaj skrbi, da bo on do konca ustrajal, da ni ta prav dokument. Ja, itak hoče 100 evrov dobiti, ne. Tema. Sva se pa prej z mami pogovarjala, pa je rekla, joj, ko sem bila jaz pri 17 v Turčiji, to morata imeti samo Marlboro ta dolge in pa skozi podkupuješ carinike. Tudi z Marlboro se jih najbrž ne da več. Ne. Ampak je imela prav, da jih bo treba podkupovati, pa jaz to ne morem verjeti, 2022 pa, ajde, rekel bi, ne vem, neka Gruzija, nek Iran tam deleč. Ampak Turčija, come on. Ne vem, koliko imam denarja. A da probam s 50, bom sam štalo naredil. Dajmo vse te valute, ki jih imaš, pa reči, da to kmava. Sploh ne vem, iz kje vas ta denar. A zdaj ne grem res dvigant 100 evrov in jih vržem čez okno. Kar meni se pa zdi, da lahko odpeljeva, to je ena stvar, ampak pa bo štala, če naj jo dobijo. Druga stvar se mi pa zdi, da če bi šla čez drugo mejo, bi šla pa lahko brez teh 100 evrov. Ja, pa je še kje, da pogleda, kje je druga meja. To je edina meja, veš. Razen če greva v Bolgarijo, pa iz Bolgarije pol. Tam daj, kaj je. Kaj je prepognem, da se bo takoj samo tlo odprlo. Stari. Greš res ga zdaj podkupati. Kako sem se polil spet. Čisto sran. Čim prej odpeljeva, ker prej že nekaj okolo avta hodil, da malo kaj posumil. Ja, nič ne, dali so mi vedeti, da sem ta zadnji cucek. Zakaj? Ja, tako me je videl in pol se je dobesedno 10 minut praskal, tako je bil. Tako je bil in pol je malo gledal, kaj će on zdaj delati. In pol po 10, pa koliko je dolgih 10 minut, ko jih čakaš. Ja. Pol je vzel dokument in pol je trajalo še 5-7 minut. In pa sta si vsak vzela 50 ven in pa je še trajalo spet 5 minut in pol. In tako da moram reči, da bo kar imam za ta grenak priokus v Turčiji in mi ni tako všeč. Drugače pa selam alejkum, Arkadaš. Dobrodošel v Turčiji. Hvala. Tako, ko gledaš, si rečeš, ajde, doj 100 evrov, ampak ko greš čez cel ta proces, pa malo trpiš zraven, imaš pa grenak priokus. Welcome to Turkey. Turkujeve je holgözelnini. Veš, kaj naj zdaj čaka? Prava turška kava. In kje drugje jo boš dobil? Kot v Istanbulu. Gremo. Gremo! Čez en test bova zdajle dala Pleškota, da vidimo, kaj zmore. Ne, v redu si. Toliko je šlo, kaj? Noro. Veš, če pa še malo gume spustiva, šlo pa še. A ja, če smo podrajsali z
štemle. Dobro je noter.